4.11.13 po kristijanskem koledarju 2013, Toš direkt, tokratna tema tako je Ivan Kramberger. Spoštovano občestvo, nahajam se v Negovi, na grobu dobrega človeka iz Negove, Ivana Krambergerja. Čas je, da se spregovori nekaj, kar nas mnogo ve, ampak se nekako kljub temu potiska v ozadje. Nahajam se na grobu človeka, ki je dejansko konkretna politična žrtev sodobne slovenske politike po tako imenovani osamosvojitvi. To je gospod Ivan Kramberger, ki so ga ubili dejansko zato, ker je že takrat vedel, da v da v Slovenijo prihaja revščina in beda, vkolikor se ne bo delovalo stran od tistega, kar se je razvijalo. Seveda je tudi Ivan Kramberger imel svoje trike in finte, ampak v nasprotju s klientelistično politiko, naduto politiko, je govoril z nekega stališča zdrave kmečke pameti in dejansko skozi prizmo dobrega človeka z Negove. Spoštovano občestvo, ko tako pogledamo nazaj, je smrt Ivana Krambergerja, ki se je zgodila 7.6.1992, dejansko bila na nek način prva domina umiranja Slovenije, kateremu smo v tem trenutnem času lahko zelo konkretne priče. V vsakem izmed nas je del Ivana in vsak izmed nas delno umira, zato da se s to smrtjo hrani kriminalna, tako imenovana politična elita, ki ves ta čas obstoja samostojne Slovenije za narod ni storila ene dolgoročno koristne poteze. Dejansko gre za kriminalno hordo, ki prehranjuje sama sebe s tem, da odžira narod. In že takrat jim je bil dobri človek z Negove trn v peti in morajo iti iz političnega soda in priti sem v grob. In temu dejanju se posveča, kljub vsemu, da se ga tu in tam omenja, premalo pozornosti, predvsem pa premalo pozornosti v tistem dejanskem širokem simbolnem kontekstu. Smrt Ivana Krambergerja ni bila zgolj smrt enega človeka. Smrt Ivana Krambergerja je bila posledica napada na tisti kanal, ki je Slovencem že takrat, leta 1992, govoril, kaj se bo zgodilo. Sedaj na tem mestu ne trdim, da bi Ivan Kramberger bil idealni predsednik. Na tem mestu ne trdim, da je Ivan Kramberger storil vse prav. Lahko pa povem, da je vsaj na nek svoj način dejansko zelo konkretno in zelo dobro ocenil, kaj bo. In ni se mu brez vzroka reklo dobri človek iz Negove in ni se mu brez vzroka storilo to, kar se mu je storilo. Dejansko vsi vemo, da je bila smrt Ivana Krambergerja politična smrt, da je to bil atentat in da bolestna zgodba z nekim pijanim strelcem je ena navadna bizarna izmišljotina bolane slovenske politike, ki nas je pripeljala dejansko do revščine in bede, o kateri je Ivan govoril. In ponovim, v meni, tebi, v vseh nas, vsaj tukaj v Sloveniji, je del duha Ivana Krambergerja in dajmo se vstati in obstati, kajti trenutno slovenski narod izgleda kot ženska, ki jo mož pretepa, potem pa namesto, da bi ukrepala, gre v cerkev in moli, saj ni tako hotel, saj ni tako mislil, kriva sem jaz. Ne,
Ivan je takrat vedel, zgeneriral je nek duh, zgeneriral je nek kanal, politika ga je utišala, ker je postal prenevaren. Če povem svojo osebno zgodbo, tudi jaz sem prejel kazen, zato ker sem na Facebook napisal: bodi država otvoren in ne voli pahorja. Jasno je, da človek, ki je kot premier zmrznil in ni ukrepal zoper krizo, ne more biti predsednik države. Sem storil kaj narobe? Nisem. Dobil sem kazen. Tako lahko vsaj delno razumem to, kar se je pripetilo Ivanu. In še je čas. Slovenija še ni povsem mrtva, se pa že zelo dobro vidi revščina in beda, ki nastaja. Vam povem, potujem mnogo po državah, ki jih je kriza zaobšla oziroma so jo znale rešiti. Dejansko pa lahko, ko se spomnimo tako nazaj, je cela Slovenija postala žrtev politike, tako kot nekoč Ivan. Tudi vsi ljudje, ki so zoper krizo, jih politika posiljuje, ubija, tiši v drek, v gnoj, v smrad, ki ga pa producira sama. Tako da, ljube Slovenke, ljubi Slovenci, dajmo vstati in obstati. Ivana pa je treba imeti na umu kot žrtev političnega atentata zoper človeka, ki je že pred več kot 21 leti povedal resnico časa, v katerem živimo danes. Ivan, spoštovani Ivan, slava ti za vsa dobra in koristna dejanja, ki si jih storil za slovenski narod.